Lepo pozdravljeni vsi skupaj, predvsem pa lep pozdrav vsem sedmošolcem, ki se nam boste pridružili k poslušanju. Danes se bomo pogovarjali z avtorico gospo Janjo Vidmar. Lep pozdrav, gospa Janja. Ja, pozdrav vsem skupaj, vam v Šmarje, vsem sedmošolcem, vsem ostalim, ki niso več sedmošolci, če se bo slučajno še kdo pridružil ali poslušal tale pogovor. Veseli me, da je danes sončen dan. Hvala. Že naprej se vam res zahvaljujem za tale pogovor. Projekt Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture in letos poteka že 14. Spodbuja vse sedmošolce k branju kakovostnega mladinskega leposlovja in pa hkrati spodbuja obiskovanje splošnih knjižnic. Gospa Janja, letos je bila v okviru projekta Rastem s knjigo preko Javne agencije za knjigo izbrana vaša knjiga Elvis Škorc, Genialni štor, ki so jo sedmošolci dobili v dar. Kako ste se počutili, ko so izbrali prav vašo knjigo? No, jaz moram povedati, da je bila moja knjiga, kljub vsemu, da sem že dolga leta pač prisotna na tem literarnem polju, bi rekla, in v okviru domačih branj in seznamov za bralno značko, je bila to moja prva knjiga, ki je bila izbrana za ta projekt, in jaz sem bila seveda strašno vesela. Še posebej, ker sem si grozno želela napisati in upam, da mi je to uspelo, no, nekako pravim temu problemski roman brez problema. Se pravi, cel kup nekih problemov, ki pestijo glavnega junaka, vendarle niso tisti usodni, ki sicer zaznamujejo zadnja leta mladinske problemske romane, se pravi, da v Elvisu, ne vem, ni prisotna smrt in neozdravljiva bolezen in skratka, ne vem, duševne motnje in vse te tabujske teme, s katerimi sicer zadnja leta zelo operiramo pisatelji. Hvala. Žal nam letos ni uspelo izpeljati tega zaključka Rastem s knjigo, saj nas je presenetil ta koronavirus. In sicer ravno dan zatem, ko bi vas morali gostiti na našem odru, smo zaprli vrata knjižnice in kulturnega doma in seveda smo še danes doma. Kako se je vam kot pisateljici spremenilo življenje v tem obdobju? No, najprej moram povedati, ja, da je bilo to res neverjetno naključje. Ne vem, kako bi se izšlo, če bi tisti dan, torej dan potem zaprli in bi našli to srečanje. Reči moram, da vsako pomlad pač mladinski pisatelji zelo množično obiskujemo šole, v bistvu je to cela selitev narodov, pravim jaz temu po domače, in je zdaj seveda to, da smo to pomlad doma, da preprosto ne moremo biti v stiku, v živem stiku z našimi mladimi bralci, je v bistvu kar grozno, no. Mislim, dejansko, jaz ne vem, seveda tisti, ki pišejo za odrasle, so nekako mogoče bolj navajeni na to izolacijo, se mogoče ne srečujejo tako pogosto s svojimi bralci, ampak mi, mladinski avtorji, pa smo kar naprej, ne, ker kar naprej je ali otvoritev bralne značke, ali je zaključek, ali je teden otroka, ali so motivacijska branja in vabila, ali je projekt Povabimo besedo Društva slovenskih pisateljev. Skratka, cel kup nekih dogodkov in kulturnih dnevi in tako dalje in delavnice, ki se jih pač pisatelji seveda zelo radi udeležujemo in zelo radi morimo naše mlade bralce. In zdaj, jaz moram povedati, da so mi blazno zrasli lasje v tem času, kar sem zaprta doma, zdaj si lahko že čopek naredim, po moje, ko bo korone konec, sem že kitke spletala. Potem nekaj sem celo spekla, jaz sicer pečem ne, mislim, v bistvu sem daleč od neke prekaljene kuharice, ampak sem se celo preizkusila v nekaj receptih. Imam pa toliko več časa, no to pa sem hvaležna, še posebej, ker nas zelo narava je počastila z lepim vremenom, da lahko ogromno tečem, pač seveda v samoti in s prijatelji v kakšni varni, v obvezni varni razdalji 2 metrov, tu in tam se povzpnemo na kak kucelj, pač v mejah naše občine.
Sicer so pa dnevi, glejte, moram reči, da moja hči, ki bo letos, mislim, ki bo kmalu 26, blazno pogreša družabno življenje in priznam, da ni edina. Skratka, ta korona nam je pošteno zmešala štrene, ampak ker smo, da se vrnem k Elvisu Škorcu, ker se zaradi njega pravzaprav danes pogovarjava, prirejam oziroma dramatiziram knjigo, ker bo Elvis Škorc, mislim, da oktobra premierno na malem odru SNG Drame Maribor in se predstave tudi zelo, zelo veselim in upam, da si jo bodo šole množično ogledale. Ja, tudi jaz upam, no. Se tudi mi veselimo, da se bomo lahko to ogledali, krasno. Pa ko smo že ravno pri Elvisu, skozi zgodbo imamo občutek, da zelo dobro poznate razmišljanje in občutke ter težave mladih. Kako vam to uspe? Ali se vlogo tako vživite, ali je pa dovolj ta vaša pisateljska spretnost? No, jaz bi rekla, da oboje, ne. Konec koncev je treba vedeti, da je v vsakem pisatelju za tako zelo avtentične, se pravi, prepričljive zapise, besedila, tudi neka igralca, ne. Mislim, ta sposobnost vživljanja v glavnega junaka je najbrž to, v mladinskih besedilih, seveda, govorim o mladinskih delih, to, kar loči, ne vem, boljšega pisatelja od, ne vem, mogoče manj dobrega ali takega, ki ima pač bolj pretanjen posluh za mlade. Včasih se odrasli v bistvu zgražajo in obsojajo, ne, ta besedila, ker si pač želijo, da bi, ne vem, da bi otroke uspeli ohraniti čim dlje v tem nekem pravljičnem svetu, ne, čeprav je dokazano, da v bistvu otroci kar hitro prerastejo pravljične junake in zelo, čedalje bolj zgodaj posegajo po teh realističnih, recimo tudi ilustriranih knjigah, ko so v mlajših letih, bi rekla, da se mi zdi, da veliko časa mi odrasli porabimo za razmišljanje, zakaj mladi ne berejo več, zakaj čedalje manj berejo. Ampak stvar je v tem, da skušamo po drugi strani iz knjig v bistvu odstraniti vse, kar je po našem mnenju škodljivo, in v bistvu potem pustimo knjige tako puste in prazne in dolgočasne, za njih, za mlade bralce duhamorne, da ni potem pravzaprav nič čudnega, da mladi raje visijo na internetu in tam so jim seveda vse vsebine mnogo hujše, mnogo bolj škodljive dostopne. In tu jaz vidim nekako glavni problem, ta kontradikcija med tem, kaj bi si mi odrasli želeli, da bi mladi brali, in med tem, kar njih dejansko zanima, ne. In jaz sem skušala v Elvisu pravzaprav doseči ravno to, da bi bil napisan v jeziku, ki ga mladi v bistvu govorijo. Mislim, jaz že 20 let hodim po šolah, to ni jezik, ki sem si ga jaz izmislila. To je jezik, ki ga govorijo mladi, ki ga jaz slišim, ko se z njimi družim. In potem starši, moram reči, da zelo slabo poznajo svoje otroke, če mislijo, da je to za njih nekaj novega, nenavadnega. Res je. Zato so tudi ta dela verjetno doživela da so malo ožigosana, češ, da so za mladino pohujšljiva oziroma opremljena s kletvicami, s spolnostjo. Kako je bilo to pri tej knjigi? Ste kje doživeli? To je v bistvu, ja, pravzaprav, ne vem, po svoje je smešno zaradi tega, ker dejansko res kletvic, kot psovk v knjigi ni. Ja. Tisto, kar se zgodi, je v duhu tega nekega ekspresivnega, osebno izpovednega razmišljanja glavnega junaka, ko se znajde v stiski. Tisto, kar se meni zdi bolj problematično, je, da odrasli ni prav nič zmotilo, da je ta otrok v bistvu prestal ločitev staršev. Vemo, da je to zelo pereča problematika slovenska in da se to dogaja mnogo pogosteje, kot bi si to želeli, oziroma kot si tega zavedamo, da je v bistvu žrtev nadlegovanja, v bistvu medvrstniškega nasilja, da je ostal popolnoma sam in zmeden v bistvu med temi odločitvami odraslih in med nekimi načini, s katerimi skuša opozoriti nase, da bi v bistvu kliče, ne, pravzaprav nekako tukaj sem, nisem pomoči, ne dobi od nikoder, in vendar to, kar se meni zdi pravzaprav potem noro, je to, da se je zdelo nekaterim odraslim spotakljivo,
dikcija, ne vem, in neke kletvice oziroma neki določeni odlomki, pasusi v knjigi, niso pa pomislili, da pravzaprav dejansko je ta cela knjiga in ta junak nesrečni v tej knjigi pravzaprav en klic na pomoč in da je takih otrok pri nas ogromno. Mislim, to se mi zdi, to popolna empatija, popolna odsotnost empatije za nekoga, recimo takole ubesedenega v knjigi, strani odraslih mi daje misliti, da smo mogoče res nažal prišli do te točke, ki si jo jaz ne želim, se pravi do te točke, ko nam postaja vseeno za druge, tudi za otroke. Da, tako je. Ste se vi tudi v vaši mladosti mogoče obremenjevali s kakšnimi podobnimi težavami, kot jih ima Elvis v knjigi? No, jaz mislim, da se v bistvu vsaj v določenem obdobju, da gremo vsi skozi to fazo, da se obremenjujemo s tem, kaj si drugi mislijo o nas, to je blazno, ne, pomembno. Potem ta strah, da bi bili v središču pozornosti in bi bile v nas uprte vse oči. Potem, ne vem, da smo nerodni, da smo, seveda sem imela tudi jaz te probleme. Jaz danes z veseljem povem, kako sem recimo v osnovni šoli se izogibala športni vzgoji, se metala, ne vem, v grmovje, kadar je bilo treba pri športni vzgoji teči v parku. Mislim, danes tečem recimo na tekmah, na maratonih, tudi gorskih tekih in tek obožujem. To je dokaz, mislim, da to, kar smo recimo v mladih letih, ne pomeni, da je to zabetoniran naš jaz, naša identiteta, ampak da se bo ta potem za življenjem in z nabiranjem izkušenj seveda spreminjala. In zato ravno hočem reči, to niso neke težave, ki bi bile nekako abstraktne. S temi težavami se marsikdo od mladih danes po šolah srečuje in verjetno, ne vem, je mogoče kdo od mladih bralcev vsaj deloma prepoznal tudi sebe v tem romanu. Zakaj pa potem najraje vi pišete za mlade? Ker so v bistvu najbolj občutljiva bitja na svetu. Kako ste se... Definitivno so. Ja. Ja. Jaz pravim, da so to zverinice, s katerimi je treba delati v zelo rokavicah. Ja. Zelo previdno, ker to so v bistvu najbolj delikatna leta. To so leta, ko smo na eni strani kipimo od večne energije, od hormonov in na drugi strani smo tako občutljivi, tako brez vsakega oklepa, čeprav se danes že vidim, zgledujejo po odraslih in mnogi mladi si skušajo nadeti oklep, ki bi jih zaščitil njihovo ranljivo sredico, recimo temu zaščitil pred, ne vem, ravno pred takšnimi, recimo pred nasiljem, pred zbadljivkami, pred tem, da bi jih kdo prizadel. In to v bistvu počnemo vse življenje, ne. In meni, ne vem, jaz za mlade pišem, zato ker se mi zdijo v bistvu daleč najbolj neizprosna bralna populacija. Se mi zdi, da pri pisanju za odrasle, ki se ga tudi lotevam zadnje čase, ker mi je pač nek izziv, lahko zavijemo, ne vem, marsikaj, pravzaprav neko resnico, neko logiko sveta, dojemanje sveta v bistvu okrancljamo, ampak pri mladih v bistvu zavrnejo te. Enostavno pred njimi ni mogoče blefirati, ne. Saj se mnogi pisatelji, ki pišejo sicer za odrasle, preizkušajo tudi v literaturi za mlade bralce, ampak le redkim uspe, recimo, ne vem, tako kot recimo kolegu Vinku Möderndorferju, ki se res odlično znajde tudi na tem področju, uspe mlade prepričati potem za svojo literaturo. Kaj pa vi radi berete? Joj, veste kaj, to je grozno, ta virus, jaz moram povedati nekaj, ne, da blazno rada vse življenje, mislim, odkar vem zase, berem in gledam, recimo berem knjige, gledam filme, te postapokaliptične, pa te grozljive, se pravi žanr hororja, o raznih virusih, ki pustošijo po svetu in potem preživi peščica ljudi, ki se mora skratka znajti, kakor ve in zna za preživetje.
Ampak seveda, dokler je to fikcija, ne, ki smo mi spravljeni varno v obdobju svojega doma, je vse lepo in prav in zdaj na nek način, jaz sem si zmeraj predstavljala, da če bi bilo to v živo, da bi bilo zelo razburljivo zame, ampak še zmeraj moram reči, da nekako, da se s komerkoli se pogovarjam, vsem se nam zdi, da to v bistvu ni resničnost. Ampak da to še zmeraj, ne vem, kot nekakšna kulisa, v katero smo, ne vem, pahnjeni trenutno, in se bo potem vse povrnilo v normalo, ampak to, kar mene skrbi, je, da v bistvu ali še dolgo, ali pa sploh ne bo nikoli več v bistvu tako, kot je bilo, in da bomo dejansko tako, kot smo govorili pred Kristusovim štetjem in po njem, da bomo res govorili pred korono in po njej. In po njej in teh časov po koroni je mene v bistvu kar nekoliko strah, istočasno pa mi pomenijo nek izziv spet za literarno ustvarjanje. In mi po glavi že v bistvu moram priznati, takole roji misel, v bistvu se že poigravam nekako z novo tematiko. Ko rahlo scary, kot rečejo mladi, ne, tematiko, v bistvu, ki bo temeljila mogoče na kakšnem takem nepričakovanem smrtonosnem virusu in potem, zdaj, a veste, ker sploh ni pomembno, ali so to prinesli vampiri in pač netopiri in pasavec, vidite, sem že v grozljivkah, sem že pri vampirih, ali pa je bilo to vzgojeno v kakšnem laboratoriju, ne, bistvo je, da je to tukaj in zdaj in glede na to, da so kitajski znanstveniki ravnokar ugotovili, da je že ne vem koliko, 19 ali koliko mutacij tega novega virusa in da to še ni konec teh mutacij, se mi zdi, da se bo življenje na tem planetu krepko spremenilo. Ja, zelo se bo spremenilo. In ravno to sem vas hotela vprašati, pa ste mi že odgovorili, da že imate ideje, da se vam že porajajo ideje za kakšno novo knjigo v tem času. Veste kaj, jaz se že dolgo v bistvu napovedujem, blazno rada imam ta žanr tega hororja in te znanstvene fantastike, ne fantazije, ampak te znanstvene fantastike v smislu teh grozljivih, nepredvidljive prihodnosti in mi je zelo zanimivo, kaj si uspejo, ne vem, različni režiserji, scenaristi, pisatelji, torej ustvarjalci v tem duhu izmisliti in zdaj, ko grem na kakšno tak samoten tek, ne, zdaj so mi to pomlad odpadle vse tekme recimo, ne, od Radencev prek Istre in tako dalje, nekaj sicer prestavljeno na jesen, ampak dvomim, da bomo letos takole mednarodno se družili, ker se veste, na tekmah se nabere kar več tisoč ljudi. Mislim, da se to ne bo zgodilo in na teh samotnih tekih takole razmišljam, kako bi se dalo ubesediti to grozo v knjigah in si želim, da bi bila ubesedena dejansko v knjigah in v filmih in čim manj v resničnosti. Ja, res je, ja. Kaj vam kot pisateljici zelo pomembno v življenju? Katere so tiste vaše prioritete? No, prioritete so moja družina in moji bližnji, moji prijatelji, naša dva čudovita mačkona, velika, debela, modra Britanca, ki se razlikujeta samo še po očeh, ker sta drugače izrezana kopija drug drugega, ja. Z mačkami živim že vse življenje in sem nekako, ne vem, po mojem nekako povezana, ne vem na kak način, ampak neka čudna naveza je med nami. To so stvari pa šport mi je blazno pomemben, čokolada. Zdaj sem ravnokar morala hči v mesto, ker nujno potrebujem novo dozo čokolade, ker zajetno, ker pri meni gre to, ker mislim, to so kar konkretne doze in potem recimo narava, ne, to so
To so recimo stvari, druženje s prijatelji, narava, kakšno potovanje, ne vem, kako bo s potovanji v prihodnje, ne, to nimam pojma. Ampak to so recimo stvari, za katere živim in seveda knjige, pa tudi dobri filmi in serije, to imam zelo rada, ampak knjige so tiste, s katerimi sem obsedena in zdaj sem si na tablici iz Biblosa potegnila neke knjige, ampak meni to s tablico ne gre in sem strašno nesrečna, komaj čakam, da se odprejo knjižnice in knjigarne. Ja, tudi mi, ko mi čakamo. Verjamem. Ja, tudi ljudje komaj čakajo, tako da mi smo zdaj začeli že malo z izposojo knjig in jih pustimo na okenski polici v vrečki. Krasno. Je zelo veseli, no, moram reči. Ja, verjamem, to se pri nas še ni zgodilo, ampak skratka držim pesti, da se bo čim prej. Ja, upamo, da se bo čim prej odprlo, no, da tudi začne življenje iti normalne vode, no, na te ostale tirnice. Tako da, kaj pa glede nadaljevanja Elvisa? To je marsikoga morilo. V knjižnici me je spraševal, če bo nadaljevanje te knjige oziroma Elvisa, kako vi odgovarjate na to? Kaj mislite? Ja, veste kako, ne? Jaz dobivam že kar nekaj odzivov, celo ko so otroci, mladi bralci, že pisali svoja nadaljevanja Elvisa, torej predloge, kako bi se naj Elvis nadaljeval. Jaz sem to vse zbrala, to hranim in moram povedati, da se zna zgoditi zelo možno je, da bo Elvis dobil nadaljevanje, s tem, da bi pravzaprav nekje to nadaljevanje lahko bilo po svoje tudi delček že uprizorjeno v filmskem scenariju, ki sem ga tudi napisala, čakamo na odzive, ali bo šel Elvis tudi v realizacijo filmsko. Tudi tam smo že nekaj dodali, kaj se mu je že še zgodilo, torej obogatili scenarij in potem nova knjiga, ne vem, Elvis kot nova Bridget Jones postane, skratka, za vse sorte Elvis, ne vem, po koroni Elvis, mislim, vse je mogoče, jaz puščam vrata zmeraj odprta, tako da, ne vem, tudi samo sebe rada presenetim na ta način. No, super, hvala. Pa samo mogoče, kaj bi še sporočili današnjim mladostnikom? Glede branja mogoče glede življenja v tem času, ne vem. Jaz bi rekla, glejte, mi odrasli smo večkrat pozvani, da naj mlade, ne vem, navdihujemo, da naj jim svetujemo, da naj jih pozivamo, kako živeti in tako dalje. Jaz pravim, da vsako življenjsko obdobje ima svoj čar, svoja pravila in jaz bi jim rekla ob tem, da upoštevajte odrasle samo toliko, kolikor je treba, sicer si naredite življenje po svoje, spoštujte drug drugega, imejte se radi in bodite dobri prijatelji. Naj vas ne delijo stvari, ki danes delijo nas odrasle, politika, razne ideologije, denar, socialne ugodnosti, socialni statusi. Imejte se radi, to je najčudovitejše obdobje in blazno kratko traja. Še prehitro boste odrasli in se znašli ujeti v teh naših mrežah raznih predsodkov in vseh drugih ovir, ki jih enostavno, ko odrastemo, nastavljamo drug drugemu, namesto da bi znali stopiti skupaj. To bi bilo, kar se mene tiče, nekje glavno sporočilo. Super, hvala lepa. Mogoče pa še čisto na koncu, kakšno misel ob tem, da je jutri noč knjige, 23. april? Ja, glejte, mislim, jaz se zmeraj pravim, da je v slabih časih knjiga dober odgovor, da je v norih časih knjiga zrno pameti in bi rekla, da vse, kar lahko naredimo za knjigo, je to, da čim pogosteje segamo po njej in da je v bistvu svetovni dan knjige za tiste, ki knjigo ljubimo. Nekdo, ki knjig ne mara, je težko verjetno, da jo bo kdaj vzljubil, lahko jo spoštuje,
da bi jo imel rad, pa ne. Bi pa opozorila vseeno na nekaj, moram mladim stopiti v bran, v toliko, da vem, da je, ko si star 13, 14, 15, 16, 17, je težko biti sam s knjigo. Šele pri 40 to postane pravi luksus in užitek. Mislim, bodimo iskreni in si priznajmo, da je preprosto v mladosti toliko vsega, česar se mora lotiti mlad človek, da pravzaprav mu ne smemo prehudo zameriti, če ni knjiga zmeraj prva na vrsti oziroma na lestvici prioritet. Najlepša hvala, draga Janja, da ste si vzeli čas za ta pogovor in upam, da se bomo naslednjič spoznali na našem odru, da vas gostimo na našem odru, da ne bo nikakršnih preprek in da se spoznamo v živo. No, to si želim tudi jaz, resnično, da lahko v živo spregovorimo, da začutimo drug drugega, da se nasmejimo. Jaz se blazno rada zabavam in sem se tega našega srečanja res veselila. Mislila sem povedati nekaj pikrih, mislila sem, da se bomo nasmejali, mislila sem, da bomo stresali kakšne štose in se imeli skupaj lepo. Se veste, tisto zmeraj mlade odvračamo od interneta in od te sodobne tehnologije, ne, pojdite ven, mislim, skratka, berite, zdaj jih spodbujamo, dajte viseti na internetu, vse so popolnoma zmedeni. Jaz še zmeraj pravim, da tile odnosi naši v živo so tisti pravi, tole zdaj je pa samo en vmesni čas, ki ga moramo prebroditi, tako da imejte se vsi skupaj skrajno lepo. Naj vam zdaj vse to, kar se dogaja, ne zagreni življenja, lepota je še zmeraj tam zunaj, samo poiskati jo je treba in srčno upam, da čim prej nasvidenje. Nasvidenje, hvala lepa.